Danes bomo malo drugače začeli, dali bomo očala dol, meni se bo malo bleščalo, ampak ni problema. Nahajamo se na prav posebnem svetem mestu, tudi nam Slovencem, čeprav se nahajamo tik čez mejo, tukaj le tik ob reki, na Grobniku. Jaz upam, da se vse to dobro sliši, Jakob. Zdaj, zakaj je to mesto posebno tudi za nas Slovence? Je zato, ker gre za pravo dirkališče, ki je nam najbližje v bistvu. V Sloveniji ni takega dirkališča, kjer bi lahko speljal tak track day, kakor poteka danes tukaj na Grobniku. Ja, se imamo v Sloveniji kakšne urejene poligone in tako naprej, ampak niso pa to prava dirkališča, ki bi bila namenjena zgolj avtomotošportu. In zakaj si Grobnik zasluži naziv prava steza? Ja, zato, ker ima 4 km proge, zato, ker ima hitre in tehnične zavoje, zato, ker ima ta prave bokse, ta prav pedok in časomeritev. Imajo tudi mednarodno licenco in kot rečeno, steza omogoča popoln track, da je tak, kakor je danes. Jaz osebno sem tukaj drugič, pred sem bil enkrat, ko je bilo zelo vetrno in se v bistvu ni nič dogajalo, smo prišli sem pofircati. Danes smo pa prišli z enim ta pravim namenom, tako da upam, da vam bo zanimiv vsaj pol toliko, kakor bo meni, ker meni bo kar dobro, Jakob, pa bo tebi tudi. Tebi ne bo najbrž tako, ti boš gledal, ja. Zdaj pa, da sem jaz danes na Grobniku, je pa kriv tale gospodič tukaj le zraven mene. Tole je Jure Žove. Zdaj, na kratko sem te, kako bi rekel po domač, malo prestokal. Okay. Zasledil sem te na Instagramu, že lani so si pisala, da bi se dobila, da so se zdaj končno uskladila. Se pravi, mož poslovnež, petrolhead, track day entuzijast. A sem vse zajel? Kdo je Jure? To bi kar rekel, da ja. Ja? Bi še ti kaj dodal ali je to to? Ne, mislim, da je to to. V grobem je to, te 4 stvari mislim, da si rekel, kar prevladujejo v mojem življenju trenutno. Super. Jaz sem te zdaj malo spremljal, zelo si hiter na Grobniku, sem videl, da si puščica, ampak kaj za vraga imamo pa to tukaj zdaj? Ja. To ni bilo predvideno in to ni v scenariju, evo. To ni bilo predvideno, ja, to je v bistvu zdaj realno pogled v to, kaj se dogaja na track dayu. Na track dayu, če greš blizu limit. Ja, mečken čez limit. Če iščeš limit, ga včasih najdeš, včasih se ti zgodi, da ga najdeš na nek tak način, kjer se da situacijo rešiti. Ja, in to, a si danes rešil? Ja, rečemo, da vedno, ko je avto cel v enem kosu, rešiš, ampak sem imel pa tudi par drugih situacij, ki so šle malo po zlu, pa sem jih tudi uspel rešiti. Niti prvič. Ni bilo danes prvič to, da je šlo kaj narobe. Jaz z Jakobom sem gledala, spremljala kar naenkrat rdeča luč, vleka gre gor, gledam nobenega Porsche GT3, tam kifa je pa ni glih Jure zdaj leto in ja, glih Jure leto. Kaj pa je bilo, ajde, če se najprej tega dotaknemo? Šel si najbrž šovinek čez svoj limit? Tako je, na zaviranju, v tem zadnjem ovinku, ki je v bistvu zelo hiter, sem, bom rekel, malenkost prepozno zaviral. Gume so že malenkost slabe danes in ja, pač nisem tega vzel v obzir in dejansko je ABS naredil svoje. Takrat, ko se ABS, recimo jaz tam zaviram, je cirka 240 na uro. Ja. Koliko je pa tele pol po ravnini? Tu po ravnini imam pa ene 200, skoraj 260. Se smo se prej pogovarjali, ko sem te zmotil. In dejansko, veš, to je perfect storm, se pravi, jaz sem mogoče bil malenkost nezbran, malenkost prepozno na zavori, gume niso bile več optimalne in pol pač avto naredi svoje, imaš ABS, ti kdaj toliko posega, veš, v delovanje, da pač ne pusti in sem videl po tem notranjem G-accelerometru, sem zaznal, da pač se ne bom dovolj hitro ustavil in pač na tej točki je najboljšno, da probaš čim bolj naravnost v pesek in hvala Bogu, smo se ostali 5 metrov pred ograjo. Predvidejo, da so tukaj izletne cone urejene, to je pač pravo dirkališče za nas Slovence. Je res, da recimo kakšna druga international, mednarodna dirkališča imajo še lepše to urejeno in so recimo na takih zavornih točkah, kjer je res visoka hitrost, ponavadi dajo asfalt. To se pravi, da če ti vidiš, recimo, če bi danes bil asfalt, ne bi bilo nobene drame, ker bi jaz videl, meni je glih toliko mi je zmanjkalo, da bi še imel 5-10 metrov stez, da bi lahko odvil. In ko se to zgodi, pač moraš poravnati, moraš iti naprej, ker največja nevarnost je pa glih to, če pa bi takrat recimo v ovinku jaz počez dal avto, da bi hotel skurati ovinek, pa bi rit vzelo. Tako še zavrtel morda. Takrat je največji problem, ker se lahko zakoplješ v pesek. Pa te čez rukne. Takrat pa pol narediš čisto totalko. Ok, se zdaj, da te ne bom predolgo držal. Zdajle pač imamo glih
pauza, se pravi od 9 do pol enih ste imeli pravi cono, v kateri si lahko ne dirkal, ampak postavljal neke čase, zdaj imate 1 uro pauze, pa da te ne bom predolgo zadržal, kaj boš zdaj v bistvu naredil, lahko ti kaj pomagal. Je zdaj v bistvu... Boš pogledal, če so kakšni kamenčki. Tako, ja, največji problem je, da je avto je spodaj full zaščiten in ima veliko teh plastik, pa difuzor, pa take stvari, ampak to pač kamenje pride vse posod in ni dobro, tudi zaradi ostalih udeležencev, veš, da se zdaj jaz grem, ker to, ne vem, ko greš levo, desno, slišiš, da zdaj, veš, kamenčki letijo in to na stezo ni lepo do ostalih udeležencev. Optimalno, ja. Meče gor in še komu šipo razbiješ. In zdaj bomo pač poskusili dol dobiti te v bistvu te glavne plastike, pa pobrati. Vidim v bistvu tamle, ki so noter nekako na plastiki so se znašli. Tako, ja. Ampak to, kar je zdaj, to je bil najboljši scenarij od slabih scenarijev. Ja? To ni nobene drame. Ja, sej, jaz, ko sem videl prazno vleko, sem rekel, hvala Bogu, kje je še zmeraj ure, pa sem povedal, da si se prepelal. V bistvu ti najbrž pomagal. Sam ven dobiti, ja, ker ko si enkrat v pesku, avto je si se zakopal. Ja, nasedo je na pesek, veš, ker je to, ki je globoko in mehek pesek in ko priješ s hitrostjo, se pač nasede avto. In to je namen tega gravel trapa, da se to, če kdo gleda formulo, pri formuli se to non-stop dogaja. Kdo vidi in spol ne more ven priti za svojo močjo, ker ni gripa. Tako da ja, to je zdaj naslednji projekt, pa upamo, da zrihtamo, da gremo še kak rok, pa da te ne bo preveč strah zdaj. Zdaj sem bil kar tako, da bi je šel že na začetku htep noter sedeti, pa da bi takole predzdolživo, mislim. Sej, ne da imam strah, ampak imam straho, spoštovanje, ker vem, kaj se vse lahko zgodi, ampak sej tudi ti nase najbrž šmirkaš in na svoj avto. A je to drugače tvoj daily ali sem za človek? Bom rekel na pol daily. Zapravo nedeljski, pa je še mogoče za napis. Zdaj, čisto vsak dan se ne vozim z njim, ga pa zelo rad peljem. Ja. Tudi v trgovino, pa tudi v Bauhaus. V Bauhaus, kaj si kakšno mizo že kupil, pa zganot? Ne, to ne, ampak kakšne stvari, tist, kar gre v prtlažnik, tisti je, pa pasem ga pa te stvari. Čakaj, prtlažnik ima celo? Ta še ima. Ja, dejva mogoče se zdaj predstaviti kar na avto. Kaj je to za en avto? Porsche GT3? Tako. Kateri letnik? Letnik 2019. Ja, to je v bistvu, bom rekel, se pravi predzadnja generacija, zadnja generacija zdaj je 992, ta je 991, codename facelift. Koliko konjskih moči ima to? 500 konjskih moči, 4.0 motor. Ta primerek ima PDK, pravi, to je Porscheov menjalnik z dvojno sklopko, zelo hiter. Marsikdo reče, da, ker jaz sem imel prej GT3 enega starejšega ročnega in mi je marsikdo bil, oziroma je bil jezen, ker sem vzel avtomatika. Kako si zdaj ti iz ročnega šel? Zdaj sem petrol head, prišel, ampak bom rekel, najbolj z avtom uživam ravno na stezi in na stezi je pač, če hočeš biti hiter, če loviš tiste desetinke, pol je pač avto tam doma. PDK je nuja, ker tam imaš, bom rekel, bolj uživaš z ročnim, ker imaš več dela in to, ampak hitrejše. Avtomatik, ja, pa tudi za ob nedeljah mogoče, ne? Iskal si najbrž neko kombinacijo in si pač najdel. A ti drugač tudi dirkaš? Ali sem takole amatersko greš? Hobi dirkam, hobi, no. Tu pa tam kako dirko odpeljem, zdaj lani ne, predlani pa na Nürburgringu. Sem ene 3-4 dirke odpeljal, ampak to z rentanimi avti, se pravi z dirkalci, Prav si tja prišel, rentov. Kupiš sedež, se reče temu, in imaš ekipo, imaš support in je to. Ta avto ima že stok kletko? Ali si je to... Ja, ta ima to v bistvu od Porschea Fora, že imajo od zelo starih modelov, nazaj se temu se reče Club Sport Package, in to je v bistvu izvor tega je, da so naredili športne avte in potem so jih tisti ta prvi lastniki, to so še res oni zračno hlajeni iz 70-ih in so bili lastniki, dajmo jih mi na stezo pelati, da se bomo malo fajn imeli in da bomo izkoristili avte. In pol je nekaj prišla potreba potem, da na stezi je dobro, da imaš ta roll cage, se pravi, da če gre kaj narobe, če greš na streho, da si malo bolj zavarovan. In je pol Porsche rekel, ok, dajmo mi mogoče to ponujati v serijski opremi v naših športnih avtih in zdaj lahko pač dobiš GT3 ali pa GT3 RS z tako imenovano Club Sport opremo, ki vključuje to kletko, pa pač te školjkaste sedeže. Super, mislim, noro. Jaz še nikoli
Enkrat sem sedel v Porscheju od Logarsona, Aha. bolj nedeljska V varianta. Turbotu, a ne? Prosim? V Turbotu. Ja, tako. Ampak nikoli pa še v ta smule, sploh pa še nikoli nisem bil na pisti, tako da mačkano me že živčki vase že veseli, če me boš vzel, seveda. Boa. Daj mi povej, zakaj avti, od kje avti, od kdaj avti? Jaz sem recimo Že od majhnega oče, to je mogoče malo netipična zgodba. Ne? Mi nikoli nismo imeli, oče ni bil nek navdušenc, brata imam starejšega, pa tudi ni bil nek navdušenc. In je nekaj, bom rekel, da je to kasneje prišlo po moje, ne vem, v srednji šoli ali pa kje, ker pač smo bili, ne vem, družba frendov in so nekako bili avti in takrat, ko me je res zagrabilo, se spomnim, da sem po binžu celo sezono Top Geara med nekimi poletnimi počitnicami in takrat sem bil jaz hooked in sem rekel, ok, jaz to moram. Izpit sem dejansko šel, po moje takrat, ko sem izpit delal, da sem mogoče malenkost že bil v avtih, da so me zanimali, ampak je zelo pozno. Pri meni je isto, ne? Si prej v bistvu kot otrok nimaš neki dostopa, razen če imaš pač tako družino. Tako. Pa narediš izpit, te pa kar začne zanimati, dobiš neko tisto občutek svobode in tako. Jaz sem, se pravi, dosti podoben primer, ampak nisem pa začel na takih mišičnjakih kot si ti. S čim si ti začel? Ja, moj prvi tak, da je bil malo bolj športni avto, je bil Peugeot 206 RC. To so bile take sanje, ker pač moj best friend je imel 206 in smo skozi sanjali o tem RC-u in pa sem takrat mogel face delati študentsko delo in šparati, da sem si kupil. In to je bilo itak okno v svet, teh 180 konjev, to je bilo za mene sploh še kaj hitrejšega na svetu. Da si najboljši. Ja. Pač voziti valjda nisem znal, nisem imel nobenih izkušenj. Na go-kartih, kjerkoli, kadarkoli smo šli, sem bil najpočasnejši. A veš, in je pač pol nekako postopoma z leti je ta ljubezen, pol sem takrat še neki dirko, ene gorske tudi v Sloveniji. Ja, in me postopoma to primilo. Zdaj pa bom rekel, ker sem mogoče malo starejši, pa imam tako srečo, da se lahko tudi s takimi avti vozim. Je še pa drug aspekt, veš, je ta mentalna priprava in borba sam s sabo, ker to so zelo dragi avti in zelo hitri avti in če ga hočeš na limitu voziti, je v bistvu glava ta, ki ti najbolj zavira. Se tudi pri športnikih neki je talent, veliko je hard working, ampak pol je pa še tista psihična priprava. Ti moraš biti tisti dan, tisti moment pripravljen, da daš največ od sebe. Zdaj pa, če imaš tukaj še nek finančni riziko zraven, če letiš iz proge, če se ti kaj naredi, ti ostaneš brez avta, denar ti ne bo pa nazaj padel z neba, ampak ga boš mogel nekaj zaslužiti. Se pravi, iz Peugeota si pol direkt prešel na Porsche? Kaj si imel še misli? Iz Peugeota je še Pokalice. Golfi. Ja, iz Peugeota, mislim, da je bil po Peugeotu, mogoče je bil E92 M3 BMW. In takrat sem se v to zadnji pogon sem se zaljubil. Pol sem še imel nekega minija, ki je bil malo track toy. Ja, pol sem imela z enim friendom v bistvu dirkalnik E92 M3. Sva tisto se kar nekaj časa po stezi vozila, pol so pa počasi Porscheji prišli. Zdaj od takrat naprej pa sem zasvojen. Vidim, da se ti je kar nasmešek prikazal. A tvoj prvi Porsche ali si že prej imel enega? Ne, to je v bistvu tretji. Tretji že? Oziroma četrti, če gledamo še daily. 911 pa tretji. Lepo. Pol imaš kar bogato zgodovino nabirkov avtomobilov. Če pa zdaj obrneva mogoče ploščo, da si lahko tacga privoščiš, moraš najbrž nekaj tacga dela, da si lahko to privoščiš. Prej sem omenil, si poslovnež, vem, da imata z ženo skupaj brand. A je to tvoj primaren biznis ali delaš še kaj drugega? Se pravi, imata Your Soul Time? Sem prav izgovoril? Prav. Včeraj sem mačkam začel gledati pa raziskovati stvari, pa sem se z mojo punco pogovarjal, rekla, res, z njim, vse je vedela. In pol, to ti je všeč, vzala srček zate. Tako da, ona je vse vedela in rekla, Marka, to ga moraš vprašati, to. Tako da, mogoče nam, ki mogoče nismo toliko vešči z vsem tem, malo predstav, kaj je ta brand, s čim se ukvarja ta žena. Ja, v bistvu, da ti na prvo vprašanje odgovorim, to ni, zdaj trenutno je to primarni vir, rekel, prihodkov najenih, ampak vse te avti, pa to, kar sem včasih že na track day, pa prejšnji Porsche, pa to so bili zaradi tega, ker sem jaz zelo dolgo časa sodeloval z enim ameriškim podjetjem kot pač software inženir, pravi programer. In tam sem imel srečo, da je situacija na trgu taka bila, da so bile plače v redu in da smo si lahko pač kaj takega privoščili. Je pa res, da je nama vedno z ženo Mojco, vedno so nama te neki experienci, pa te stvari so nama več pomenili. Recimo,
marsikdo v najnih letih ne vem, gre v nakup neke nepremičnine, a ne, mi da smo pa malo bolj odštekana. Recimo, v katerih letih zdaj govorimo? Ja, rečemo, da se pri 30, nekje No, 30 tako. do 35, a ne. Aha. Zdaj sem 35. Pa ti ne prav. Ja, hvala. Ja, veš, in sem vedno bila malo bolj odštekana, pa otrok nimava, veš, in je dejansko to bila to neka najina svoboda, ne, da smo si take stvari privoščila, neke experience, take avte, road tripe, in je nekako tam to ostalo. Zdaj pa zadnji skoraj 2 leti že pa jaz se izključno ukvarjam s tem, z najnim brandom Yours All Time in pa z agencijo, ki jo je pa v bistvu žena ustanovila že več kot 10 let nazaj, je pa marketing agencija, ne. In tam v bistvu na tisti strani pomagamo malo firmam z marketingom, z oglasi, s contentom. Plus sebe. buildaš. Tako. Za Yours All Time pa ja, že zdaj 5. leto, bom rekel, da prodajamo Good Vibe. V ponudbi imamo kristale, kadila in take stvari. Nakit In to je, sem videl. ja, tako, in to je bil v bistvu začel se je kot nek passion project od žene. In ja, in je kar nekako zraslo v tako firmo, da imamo zdaj, ne vem, že ekipo več kot 10 ljudi. ja, toliko se, Ja, trgovino v Ljubljani, trgovino v Zagrebu in ja, in zdaj je v bistvu to nekak primaren fokus. Ful lepo si to zajel, povedal. Evo, vidite, kako Hvala. je simpel. Se pravi, ženo si moraš najti. Tako, to je v bistvu, ja, to je. Ja, v bistvu je to res, ne, ker rabaš nek support, da kupiš neko tako stvar, da te Tako, podpira tako. pri takih stvareh in tako naprej. Ali pa da sodeluje konec koncev. Ja, ne. to je- A gre tudi kdaj s tabo na Ja, tudi trening? ja. Včasih je, bom rekel, mogoče še malenkost bolj, pol nismo malo zaradi psičke mogla, ker je bila že toliko stara in je bilo treba z varstvom toliko usklajevati, ampak ja, najlepši spomin manj, ker smo bila na Nordschleife za ta stari Aha. GT3 in še, in je, to moram tudi tebe danes vprašati. Okej. In drugače ona je bila vedno pač na stezi, nikoli nobene drame, karkoli je šlo to počez, to ni bilo nobene drame. Tam se je pa zgodilo, da tista steza, se pravi Nürburgring, ki je zelo poznaš, verjetno. Ja, seveda. No, in je to je roller coaster. Razumem. In če tega ne poznaš in se nekdo vozi, ki pozna, je to grozno. To je zato, ker ne veš, slepi ovinki so, pospešuješ, ne veš, kdaj boš zaviral, Aha. gor, dol, višinske razlike. In pač jaz sem že prej vozil to. Mojca je pa smo bila na track dayu, se zjutraj najeva, v hotelu, vse je bilo kul, cool. Se usedemo v avto, peljemo na stezo, čelade gor in pičiva. In cel krog, Mojca, krog je nekje 7-8 minut, cel krog tiho. Pa gremo po glavni ravnini in jaz, a si ti v redu, pa ona, Kaj narobe, pa kaj tam narobe zap. rekel. In to pač, moja žena je taka, da ne bo še dobil, da reče, Aha. ker bo vedno pač bo povedala nekaj, ali ja, ful je fajn, ali pa ne, ni mi v redu. Aha, okej. Ona pa in da tam zap. In jaz, Ok, nekaj narobe. ok, in pač mi da pičemo po ravnini in sem mislila, da si ziher. In gremo še en krog in ta krog je pač 8 minut, ne moreš vmes. Ja, valjda. In jaz ga žgem tam, pičim, skoki so čez robnike, avto razmetava in prijemo po drugem krogu, ja, si ti v redu. In jaz, ok, zapeljemo ven, se ostavimo, reče, samo stav se, sam parkiri. To je ful netipično za mojo ženo. In jaz, ja, si v redu, sam tih vod. In usta skupaj tišči. Jaz, kaj narobe, tih vod. Odprem vrata, grem ven, grem po vodo, je prinesem vodo, ona meni, In sem rekel, ok, dobro, te pustim, jaz grem lepo tam nekaj pojesti, na majico, prijem nazaj. Je rekla, da je 5-krat skoraj bruhala po poti oziroma na krogu, med krogom in je, ja, čistijo je uničila. Sem zadržala. Pa. Ja, in takrat naprej je malo, veš, ni toliko. Ni več to, kar je bilo prej. Ni tako lahkotno, kot je bilo prej, ampak res tista steza, enostavno, če nisi navajen. Ja, verjamem, nisem še bil tam, da bi videl to na lastno oči, sem pač, ker pa gledaš posnetke, pa slišiš take pričevanja, do slov si me nasmejal. Jaz sem bil že, kako bi rekel, drift climb Hrušica. Tam je tudi kar adrenalinsko in moram reči, da sem bil čist sproščen, čist umirjen, nasmejan, tako da računam, da bom danes isto. Bolj se bojim Gardelanda, po resnici povedano, kakor pa nekega avtomobila, nekje, da sem v kletki. Pač ja, tle se nekaj naredi, tam pa, če dol padem, nimam šans. Tako da jaz se veselim, no. Upam pa, da ne bom tako na koncu kot tvoja žena takrat. Veš kaj, pri avtih je tudi, recimo, meni je težava, ker se kdaj kakemu frendu prisedem, pa ga malo, ne vem, pokovčem, malo kaj pokažem, če je kdo prvič na stezi. Je ful problem, če recimo ne poznaš človeka, če mu ne zaupaš in ne veš, recimo, a bo on zdaj zaviral na pravi točki, a bo šel v ovine, kaj, a
bo znal odreagirati, če bo kaj narobe. In to je v bistvu ta največji, meni osebno. Jaz moram tudi, recimo, če se usedem komu v avto, se moram malo Pogovor, da vidiš, ja, na kjermu levelu je. Tako, pa tudi skalibriraš, veš, da pol vidiš, zadnjič je bil en friend z Cupro, sva šla v en ovinek 130 in si jaz mislil, shit, to. Jaz sem že bled bil, pol sem pa se spomnil, se nekaj moram pogledati, ko grem jaz in grem na 157. Pri njemu smo pa šla 130, mislil, to je konc. Avto se bo odlepil in se bo... Ti veš, ker imaš že toliko izkušenj pa to. Pa doma imaš simulator, parkrat vidim, ti to kaj pomaga mogoče, če greš pol na track, da je dejansko. Ja, to je v bistvu ta del, ki sva prej rekla, hard work, pa jaz sem žal, bom rekel, ali pa tudi k sreči, sem ful netalentiran za vožnjo. Meni je recimo to fejst nenaravno, pač nikoli nisem imel tega talenta, saj sem rekel, ker smo šli, ne vem, v srednji šoli s frendi na go-karte, sem bil zadnji ali pa predzadnji in nikoli nisem imel tega feelinga in sem mogel res fejst trdo delati. Da sem prišel, da mi je zdaj jasno, avto mora drseti, kaj narediš, ko se to zgodi in je tu simulator ful pomaga. In tam pač dobiš, treniraš te reflekse, reakcije, treniraš, kaj narediti, ko se z avtom, ne vem, ko gre počez. Steze se naučiš, relativno natančni so ti modeli in je ful, pač meni je to nepogrešljivo orodje. Se pravi, je nekaj na tem in za temi zgodbami dirkačev, simulatorjev, ki so šli dejansko v nek dirkalnik in naredili kariero. Je pač the real shit, bi rekel. In zdaj recimo, če spremljaš Maxa Verstappena, on non-stop sim racer. To so že mimi po netu. Veš, on recimo konča dirko v Monaku in gre na svoj private jet in na private jetu že dirka. On ima na private jetu? Ja, in na jahti in vse posod ima te simulatorje in je fora, da on je ful trenira, ful dirka tam in marsikdo na gridu zdaj trenutnem pač se tega ne poslužuje, ampak je fora, zdaj sem glih eno novico videl, malo off topic ali pa tudi ne, da mu je zdaj na ta zadnji dirki, mu je kao en friend, ki je sim racer, je med soboto in nedeljo, se pravi med kvalifikacijami in dirko, je Verstappenu rekel, mu je povedal, kaj naj na dirkalniku spremenijo in pol je pač v nedeljo Verstappen zmagal. To zdaj na Japonskem? Tako. A res? Ja, in je baje kao en dober friend, ki je ful hud dirkač, da sta se zgleda z Maxom pogovarjala, da mu pač ker avto na kvalifikacijah ni bil dober in mu je povedal, to pa to probite spremeniti. Bam. In je bil drug avto in je zmagal. Ja, videl sem, da je zmagal, nisem pa vedel, da je ta zgodba bila zadaj. Zanimivo. Je to ful, bom rekel, en tak vidik, ki ga premalo ljudi se zaveda, da dejansko so ti simulatorji že toliko blizu. Vse te reakcije, edina stvar, ki je nimaš, je pač ta G-meter notranji. Nimaš teh sil pa tega, vse ostalo je tudi to. Dosti podobno. Dobro, zdaj, da ne bomo predolga, pa da bo šel ti lahko nazaj na pisto, dajva se lotiti oziroma karkoli moraš narediti, da pogledati ta problem, pa bova že pol naprej. Ja, lahko se še tega dotakneva. Jaz imam s sabo motoristično čelado. A bo to v redu? Ja, kul. Je kul. Rekel si, da mi bo mačken neudobno najbrž. Ja, ampak se bo. Ja, ne, itak da bo. To je pa to, kar rabim. Rokavičke rabiš ti, ali v bistvu brez rokavičk? Ne, z rokavicami, ker mi je malo boljši občutek. Sicer je Alcantara volan, pa je dober, ampak drugače pri usnjenih volanih je malo triki. Če se potiš, nimaš pa dobrega gripa. Ok, gremo v akcijo. Gremo. Možete isto, kot pri motokrosu, skrbeti za avto, gledati, da je optimalno vse. Samo malo, da ga malo, evo ga. Ja, tako je. Mislim, ti, veš, iz let, parkrat sem že, jaz še nisem toliko, sem že bil po pesku, ampak za prejšnjim, ampak ni bilo... Ni bilo to kot doma. Sem uspel ven priti, Ja, sam si ven prišel. Tako je. In tam tudi pol ni... A doma se pol prvič, da te je ven v bistvu povlekel? Da me je povlekel, ja. Veš kaj smo, se mi zdi, da smo vsi vozniki na trekih, da smo taki, da hitro iščemo vzroke oziroma neke razloge pa izgovore. Nekje drugje, ne pri sebi. Olje sem povozil, pa veš. Ja. Ne, pač treba si je... Ja, se pri motokrosu isto, ma ne, 250 ima, če bomo 450, ja, če sem šel, bi šel vlačko. Ma daj nehino, kaj govoriš. Nikoli nisi ti problem, zmerno je vse ostalo. Tako. In je pač treba, jaz sem takega mnenja, če zajebeš, si pač zajebel. Ja. In ker veš, na tak način tudi pol prej prideš čez to. Ker če ti zdaj vsakmu frendu rečeš, ja, veš, olje je bilo, pol tega ti nikoli ne boš procesiral. Veš, da dejansko jaz zdaj vem, ok, jaz sem pretiraval, vedel sem, da so gume slabe,
pa sem vseeno pretiraval. In zdaj jaz vem, ok, pač naslednjič bom v glavi hopefully imel razčiščeno to in Se pravi zdajle. zdaj bomo šla v easy. Ne, mislim, pejdi to, kar ti veš, jaz ti čisto upam. No. To, kar bojo gume dovolile. Rekord imaš koliko, si rekel, na tej stezi? 1,33. Tako, nizke, 33 nizke. In danes je na začetku mi že kazalo zelo Da bo šlo, ja. da bo šlo manj. In žal sem dejansko glih do tega zadnjega ovinka sem že imel tak čas, Aha. bi šel pod 33, pa je žal je bil en avto, da sem mogel malo bolj pazljivo odpeljati, ampak veš, in to je pol ta fora, ne, pa sem jaz vedel, to bo šlo, imamo to, Ja, dajmo zdaj probati. Ne. dajmo, a veš, in pol gume niso več pustile, jaz sem bil pa trmast. Ja, vse bo šlo. Ja. In evo, in pa če ne poslušaš, v bistvu ne, če ne poslušaš sebe, ampak če ne poslušaš znakov, ki jih imaš. Ja, isto se je meni pri motokrosu zgodilo avgusta, ko sem padel. A veš, Ja. odpeljal sem že super trening, sem še dol bi šel, pa bi bil zadovoljen, ampak sem rekel, da grem še en krog. In telo ni več dala, veš, se glava se glih navadila, malo so mi tehnike pokazali, ampak telo ni več moglo držati balance in zaradi tega me je pač grdo odbil in potem sem spustil motor in pač padel. Tam imaš pa ti še v bistvu ta vidik, ki ga tu pa ravtih ni toliko fejst, je ta fizični. Fizični, ja. Ja, ker tu je Zato sem te prej vprašal, a imaš ti to tako oranž pauzice ali se samo staviš zaradi gumpa, da nekaj spiješ v izi in pogreš naprej? Ne? Ja, ker fora je, ne, da je pač resnica je, da vseeno je malo fizično je vseeno naporno, ne, ker vseeno imaš se s temi silami se boriš skozi in če nisi navajen, plus vrat je problem. Če imaš čelado gor, ker so te sile, veš, če nisi navajen, to ni nič proti, recimo mi tu segamo, tu ne vem, 1,5G recimo, mogoče. Ja. Proti, ne vem, 8G v formuli, Ja, to ni ni to nič. nič, ja. Ampak vseeno, veš, če pa nisi navajen, Je se pa poznane. Se pa pozna, ne. Da, evo. Ja, neki so jih je pa nabrali. Tlak obvezno pred vsakim Ja, stopom na pisto. ful je odvisno od guma, ne, od tega, kaj te paše, recimo, ne. Ker s tlakom lahko tudi malo nadzoruješ, kako se avto obnaša, veš, oversteer, understeer, tako. In pol odvisno, ne, kaj ti paše, da ima mogoče avto spredi malo več gripa, zadnji. Od gum je ful odvisno, kje najbolj optimalno delujejo. Michelinke mogoče imajo rajš, ne vem, malo višji tlak, ja, je pa treba, tlak gre pa ful gor, recimo, ko začneš, ne vem, če začneš z 1,9 bara, ga je treba ziher za skoraj 1 bar spustiti. Aha. Se pravi, greš, ne vem, na 2,3, ga spustiš nazaj na 1,9 ali pa 2,0, pol greš še enkrat na 2,3, ga še enkrat spustiš. In pol, če ti vroče pustiš, recimo zdaj, ko je avto počival, so bile sprednje, mislim, da na 1,4. Tako da se ful pozna. Ja, sigurno. Če pa greš s prenizkim tlakom, Ja. se pa slabe stvari zgodijo, ker pa gume ful hitro uničiš. Ja, pač moraš kar najti nek sweet point konec koncev. Tako. Sej, koliko časa si imel te gume, naprimer, koliko časa so ti To zdržale? je zdaj drugi Track event. day. Se pravi, v 2 track dayih ti v bistvu uničiš cel komplet. Ja, je pa res, da sem dejansko, Šponov. ja, na prvem sem, ne vem, 115 krogov naredil in Aha, to je, to je ogromno. Ja. Sliši se ogromno. te bom jaz še sam pripel. Ja. Noter, zagurtno. Tako da to je proper race car stuff. Nice. Evo ga. Evo, ko otročko mi je naštimal. To. Lažje kot v i8. Ja, definitivno A je lažje. lažje? Zelo lažje. Tako je. Tole je smer. Aha, To. to. Že zdaj čutim, da se težko stegnem za Aha. pas. Oba. A je to to? Ja, sej. Pa dol našponaš, kakor gre, ja. Pa jaz ti še te stranske, da. Evo ga, se pa še jaz pripravim. Jakob, poglej, kje sem. A to je noro. Kokpit. A si bom mislil? Bom, evo ga. Pa glih,
Nov vizir imamo, če radi, no? A, ja. Opa. Mislim, da me bo kar zatekval tole drugače. Ja, nač, zdaj žal rekordov ne bomo podirala Ni problema. danes na teh naših gumah. Ja, si že probal, kar si. Sem že probal. Bova šla v bistvu prva dva kroga malo bolj v easy, da vidimo, koliko bo še kaj kamenja ven metalo. Aha, ok, ja, ne, sej. Pol urce imava točno, evo, lepo. Zdaj gremo na stezo prvič. Se že veselim. Malo bo še ropotal avto. Aha. Juhu. Nice. Si rekel, da se ogrevava? To se ogreva zdaj, ja. To je že kar akcija, stari. Nice. Prijatelj moj dragi, če to ogrevanje. Nehaj, hudo, ej. O, kako dober. Veš, ta Grobnik je primarno bil pač motoristična steza. A ja, primarno je motoristična. Tako, ja, in se pozna, da je ta konfiguracija ovinkov je malo netipična za avte in to nam predstavlja pač je nek dodatni izziv še, a ne? Aha. Se pravi, na gib voziš? Na gibi ne toliko, ampak kombinacije. Se pravi, levo, desno je recimo so kakšni ovinki, ki niso toliko avtom naklonjeni. Motorjem pa malenkost bolj, ker so ožji, a veš, sam veš, a ne. Ima dve zelo dolgi ravnini. To, ko sva prej rekla, ne, imaš hitrost nekje 240 tu, pa 260 tam v ono smer. Moramo paziti na druge. Ja, vidim, da takole, ko vidiš nekoga zadnje, da ga spustiš, ne? Ja, tako je. Žmigavc pa. Tako dober je, da smo pač prijazni do ostalih voznikov. Tega žal se ne dogaja dostikrat, ker... Ego. A veš kaj je, fora je, da če si recimo prvič na stezi, ti je vse ful ti je overwhelming, a ne? Aha. In se sam s sabo toliko ukvarjaš, glej GT3 Cup. To je pa. In se sam s sabo toliko ukvarjaš, da dejansko nisi pol pozoren, kaj se okrog tebe. Ja. In ful pozabijo vozniki gledati Okoli sebe. ogledala okrog sebe. Evo, zdaj pa moj zelo ljubi GT2 RS, 700 konjev. Nice. Da mu malo pokažemo, a ne? Tole si mu dober pokazal zdaj. Malo ga je zaneslo, ne? Ja. Evo. In pol se mi zabavamo. Ja. Wow, stari moj. Noro. Kaj pa to, ej. Bremza, takoj. Ja. Stan. Nice. Evo, gremo. Bravo, za foto. Bravo. Zdaj so se zdaj izkušnje pokazale, ne? Tako. Nice.
Ma še enega Porsche prehitela. Tole je tep, lažji kot v igrci, vidim zdaj. Evo ga. Bravo, bravo. Stari moj. Vidi se, da imaš kar dosti izkušenj, res. Tudi feeling za drsenje, vidim, da ti ni tuj. To moraš imeti Ja. sploh v 911, da izkoristiš težo zadnji in grip. Zelo imaš hitrejše linije, kot ostali, vidim. Ja. Vsi neki zajemajo, ovinek ti pa greš skrbim. Na zaviranje je treba ekstra pozoren biti, ker nikoli ne veš, a te je videl človek, ali ne. Aha, ja, da ti ne zapele noter. Tako, ja. Tle bremzanje tudi triki, vidim, ne? Ja. Zaradi Tako, klančkov. ja. Lahkota, kot v igrci. Vsi grejo tle ven, ti pa že porežeš noter. Ja. Evo, ko v igrci, ko Ja. ga imaš prehitela. Se na kameri najbrž ne bo toliko videti, kot vse to, kar mi zdaj Ja, čutimo, ja. ampak To nikoli ni. res, z lahkoto greš mimo vseh, kot da imajo vsi slabše avte kot ti, pa v bistvu ni tako, ne. To se ne dela, ne. To se ne dela, ne? To je fora. Tebi je zdaj uničil predskrog, ne. Tako in dejansko na briefingu pove organizator, da to je ful nevarno, ne? Ker recimo to, kar sva rekla, ne vem, midva prijema z 250 na uro in ko jaz začnem zavirati, jaz ne morem pač spreminjati smeri in ne vem kaj ustvarjati. Ti si zapičen, ja. Tako. In njegova naloga je, da pazi, da mene ni, a ne. Da pogleda, kdo je na ciljni ravnini, ne. Da ga Tako, ti tako, pa ja. še ne gre. Tako. In to žal premalo ljudi se tega zaveda, da vseeno mora biti nek bonton in neka pravila na stezi. Sigurno.
nimaš konkurence na stezi. Ej. Kaj? Trenutno mislim, da nimaš konkurence na stezi. Ampak evo, zdaj bova pa midva spustila tega naprej. Tako, evo. Kaj boš rekel, Mark? Ja, jaz sem impresioniran, nisem vedel, da imaš tudi toliko skilla. Ja, hvala. Se pravi, kot v igrici, vse si zašalo, tudi boljše avtomobile, se je tvoje znanje izkazalo, no, da pač ni vse v avtu, ampak tem, kdo vozi ta avto. Ampak saj sam veš, hard work. Ja, tako si rekel, ne. Simulator, velik track day, najbrž za tabo. In marsikdo je, jaz sem pristaš tega, ok, mogoče govorim to iz pozicije privilegija, da pač lahko v takem avtu vozim, ampak sem jaz pristaš tega, da dejansko sit time, se pravi, koliko dejansko ti voziš v avtu in koliko track dayov, koliko gum porabiš, je dosti več vredno, kot pa neke modifikacije, veš, ne vem. Ja, sigurno. Ker se, ne vem, potem fantje izgovarjajo, ne. Ja, pa ne vem, amortizerje nove, pa ne vem kaj vse. Lej, used se, pel pa To boš videl, ja. boš največ naredil, a ne? Jaz sem tle na primerih videl, kako so drugi šli vsi ven, ti si pa tam kar porezal, ker si že vedel, si imel izkušnje, ne rabiš iti tle ven, sam porežeš 5 motor in si šel mimo z lahkoto. Tako, ja. Vidiš, to je naša zabava Ja. na stezi. Ja, je pa tudi neka druga odrekanja so, ne, da prideš pol, Ja. da je pač ta zabava, ne. Ali pa da greš tu recimo ven. A tlele si šel ven? Ja. Kaj je bil zdaj tvoj najboljši krog? 38 ali je bil še kaj hitreje? Možno da 38, ja. Se pravi, 5 sekund nad tvojim rekordom. To je 5 sekund, a ne? Se pravi, imaš še kar neki lufta, to pomeni, Ja, pa že ampak zdaj je bilo... Se ful pozna, ne? Takoj, ko imaš en avto, pa se moraš nekaj izkazavati, je... Evo, greva še tega mojega kolega, Aha. ki je danes s tem avtom prvič na stezi. Ga greva malo znervirati. Povid. Da mu bojo malo živčki začeli delati. A je ven letu? Mogoče, ja. Mogoče. Spet je šel ven, ne, pa bi lahko, pa je ta linija prava, ne. Tako, ja, ker tu, a veš, to je, a ne, pač prednost te 911, da imaš res veliko gripa in moraš ful eksperimentirati, kakšna linija je dobra, ker po nekaterih primerih preveč naokrog ni dobro iti, zato ker avto ni toliko stabilno v teh dolgih, a ne, je bolj smiselno Da, kar zarežeš. sunkovito zavirati, obrnati in takoj na gas, a ne. Zanimivo. A ovinek sem to najbolj opazil. Tle grejo vsi ven, ti greš Ja, tle, ja. bam, po sredini, pa bam. Noro. Ti si mu tle v bistvu dal full lufta, pa si ga Ja. edin čovn ni šel na polno, ne. ni to. In kako je prvič na stezi? Jaz sem čist sproščen, blažen, v bistvu. No, super. Res dober feeling. Se ti pozna, da imaš adrenalin, da ti teče po krvi? Da mi teče, se pozna, ja, super. Da hvala. nisi... Ne, nisem prestrašen. Ja. Par krogov pač nisem vedel, kaj pričakovati, pa mi je bilo vse cek, res, to se zdaj tako občuti, ampak sem se kaj hitro navadil in videl, da pač sem čisto v dobrih rokah. Hvala. In so recimo take, ne, ovinki. Ja. Tale šikana je ful triki, zato ker
ta del, ki gre navzdol, ne, tu sem tudi enkrat z enim kolegom, sicer v njegovem avtu šel ven, ker a veš, tu je ta kresta, ne, se pravi pukelc, in ko greš čez to, se moraš zavedati, da avto v bistvu v zadnji izgubi grip. Ja. A ne, ker si na nos obrnjen, mislim, na nos te česo pač ne vem, kako se temu reče, prevaga in zadnji izgubiš grip. In to pomeni, da ti moraš čez ta ovinek 100% moraš biti fokusiran, da boš malo na gas šel, ker drugače ti rit odnese in se slabe stvari zgodijo. Sam to, ja, pač amater najbrž ne razmišlja toliko o tem, ne? Tako, ja. In ko imaš pa že izkušnje, pa točno veš, zdaj me bo rukano naprej in moram ga... In zato je ta steza toliko triki za novince, ker ima take cake, a ne, pa tudi si videl prvi ovinek, te čisto razmeče, a ne. Ja, pa po ciljni ravnini, ko zabremzaš, te isto tako kucali in te razmeče, ne. In samo da se omaknemo, da mu kroga ne uničimo. No, in če tega nisi navajen, a ne, je ful težko, sploh pa kar se dogaja zdaj, ne bom rekel žal, ampak pač taka je situacija, ko pridejo, a ne, ko imajo ljudje, ki jih mogoče niso prej avti zanimali in dejansko začnejo to, kar si ti prej rekel, začnejo z GT3, GT3 RS. Kupijo, grejo na progo. Tako, in to je 500 konjski avto, ki je zelo hiter in grejo gor ljudje, ki nikoli niso bili na stezi. In takrat se pol dogajajo stvari, ki gre mogoče kakšna taka stvar, ki se ne bi smela zgoditi, se zgodi zato, ker ne vem, pač gas tiščat s PDK-jem je ful lahko. Ampak vidiš, avto dela tudi potem, ko greš v pesek. Ja. To je pa German engineering. Ja, jaz tudi pravim, avto mora biti nemški, ne. Poljub mora biti francoski, veš tako. Tako. Vodka mora biti ruska. Pica italijanska. Tako, cviček pa dolenski. Ja, daj noro. To je pa Hans. Ja, seveda. Se ga poznam. Se ga poznaš. Si mi rekel, da zdaj imamo pa Hansa pred sabo. Če bi rekel, res, okej. Je bilo v redu. Vrhunsko doživetje, ki tazga še nisem doživel. To si bom zavedno zapomnil. Ful ti hvala. No, me veseli. Hvala tebi. Ja ne, ti si vzel čas, a veš. To je res spoštovanje, ne. Pa da si pripravljen. Glas je pa čist drugi tlele, kad dam čelado gor. Ja. Ne, res je dober in ti avti so tudi, veš, saj vidiš, recimo ta avto res veliko tega, bom rekel, abuza, mislim, potrpi, a ne. In to je prednost, zato so mi Porsche toliko všeč, ker takoj, ko imaš neko GT klaso Porsche, ali je to GT4, ali je to GT3, to pač drži, veš, in to dela in res ga lahko tepeš. Ti si ga premetal, ampak si imel do konca gas, da je noro, impressed. Res hvala še enkrat za izkušnjo, hvala vam, ker ste pogledali to epizodo do konca. Mi se pa itak vidimo v naslednji epizodi po Vinki. Se vidimo. Čau.